Monografija Odsevi prazgodovine v Bronu, situlska umetnost Novega mesta, prikazuje situlsko zgodovino Novega mesta. Zdaj smo torej prvič na enem mestu zbrali dejansko vse situle, vse situlske upodobitve, prikazali smo jih z risbami, predvsem pa z zelo kvalitetnimi fotografijami. Torej to, s čimer se lahko Novomeščani in Dolenjci postavljamo pred ostalim svetom, dodaja Križ. Tudi zato, da bi to prestižno dediščino lahko pokazali čim širšemu občinstvu, so se v muzeju odločili, da v sklopu letošnje Evropske prestolnice kulture postavijo dokumentarno razstavo fotografij predmetov, ki so sicer na ogled na stalni razstavi in bo gostovala v vseh partnerskih mestih, pa tudi v tujini. Ta razstava pa te predmete z vso dokumentacijo, predvsem na fotografski način in pa z risbami predstavlja in nekako naj bi privabljala ljudi, da si predmete pridejo ogledati v živo v Dolenjski muzej oziroma da obiščejo Novo mesto. Sopotnik razstave je tudi 11-minutni dokumentarni film o situlski umetnosti. Sicer pa pri muzealcih že nekaj let zori misel o arheološkem parku Marof, zato je Picelj danes županu predal pobudo, da občinski svet sprejme to poimenovanje. Kajti Marof, zeleni predel v osrčju Novega mesta, pravzaprav skriva v sebi to najpomembnejšo arheološko dediščino in želimo ga na nek način zavarovati pred kakršnimikoli posegi. Ta del mesta je v občinskem prostorskem načrtu že predviden za park, pravi župan. Pripravili bomo vse ustrezno gradivo in mislim, da bomo v letošnjem letu, ko smo pač tudi pridruženi člani Mariboru za Evropsko prestolnico kulture, tudi to speljali. Ideja je, da bi postavili nekaj ključnih točk s parkovno ureditvijo in simulacijo grobišča. Zaključek pa bi predstavljala stavba, v kateri bi na precej večjih prostorih razstavili najdene predmete. Tudi če bi se to zgodilo čez desetletje ali kasneje, ne bi bilo nič prepozno, pravijo v muzeju.